Lepo pozdravljeni zdaj v drugem delu našega andragoškega kolokvija, kjer bomo pa zdaj malo bolj poslušali in potem razpravljali. V prvem delu bomo poslušali oziroma sledili na dr. Nataši Potočnik, naši direktorici Andragoškega centra. In sicer je pripravila prispevek, kot ste lahko prebrali v programu, branje za učenje in kako vključiti branje v izobraževalni proces. Nataša se že kar, bi rekla, svojo kariero ukvarja s temi vprašanji, kako pravzaprav, kot je že sama povedala, vključevati branje, kako pravzaprav spodbuditi ta proces dekodiranja, in če ste poslušali danes Marijo, ki je rekla, v šoli nisem marala branja, raje sem plezala po drevesih, bralno značko sem naredila, ker sem jo morala in tako naprej. Branje je v resnici, učenje branja je zahtevno. Tudi če si pomislimo, da bi se danes začeli učiti nekega korejske pisave, ki je menda najlažja od teh simboličnih pisav, bi imeli kar nekaj težav. Tako da pravzaprav ne smemo podcenjevati tega učenja in je zelo, zelo pomembno, kakšni občutki nas takrat spremljajo. Predvsem je to pomembno pri odraslih. Občutki sramu so verjetno nekako čustvo sramu, saj ne vem, je to občutek ali je čustvo, to veste psihologi bolje od mene, ampak to je nekaj, kar nas zapre in nas pravzaprav tudi oddaljuje oziroma nam preprečuje, da bi se razvijali. Občutke zbuja potem občutke manj vrednosti. Tako da pravzaprav ta občutek, ali si uspešen ali nisi uspešen pri branju, ali pri katerikoli drugi dejavnosti je zelo, zelo pomemben. Odrasli, nekateri tudi ne znajo, so tudi, kot rečemo temu, analfabeti, torej ne razpoznavajo črke. Zelo težko se vživimo v njihov položaj. In potrebujemo veliko mero empatije, poskušati razumeti in tudi dialoga. Zdaj pa, da ne bom predolga, Nataša, tebi predajam besedo, jaz pa se umikam. Hvala lepa, hvala za napoved. Se lahko malo po moje zmanjšamo. Sem slišala, da se moje dihanje sliši. Ja, Natalija je napovedala, da boste zdaj v glavnem poslušali. Nekaj boste poslušali, vas bom pa seveda povabila, da boste pri tem aktivni in da bomo tudi sami preizkusili pravzaprav vključevanja branja v nek učni proces. Zaradi tega, ker se na podlagi izkušenj in potem z osvetlitvijo teoretično lahko precej več in precej bolje naučimo skupaj kaj o tem. Zdaj vas bom, sem pa nekaj sklopila. Franci, mi lahko daš nazaj na predstavitev, prosim? Hvala lepa. Očitno je zelo občutljivo. Tale, ja. Zdaj vas bom zapeljala nekam, zdaj tokrat ne v branje, ampak se bomo zapeljali z vlakom in brez besede samo uvedem en pač javno dostopen filmček.
Kaj se je dogajalo? Tudi vi ste se nekateri na koncu na glas smejali. Kaj je to? Nečesa smo se nalezli, bravo Erika, tudi smeh je nalezljiv. Kaj se še naleze? Česa se še lahko nalezemo? Kaj še rečemo, da se lahko, točno to, zehanja se lahko nalezemo, ja? Je še kaj takšnega? Branja, seveda. Zdaj vsi mislite, da bom prišla do nalezljivega branja. Ne, v bistvu do tega fenomena, da pravzaprav se tako živimo. Ne vem, če je kdo pred leti, v mojem otroštvu je bila ena res hecna risanka stripi, ker ni imela nobenih, ampak jaz sem se vsakokrat na glas in do solz smejala, ker ta stripisa je tako, ampak tako do solz. Kaj menite, kaj se zgodi? A je že kdo slišal kakšno strokovno poimenovanje za tole nalezanje, zehanja, smeha? Ne? Ste že slišali morda za zrcalne nevrone? Ja? Ok, zdaj samo se malo pogovarjamo, ne se bati. Kaj vam pride na misel pri besedi zrcalni nevron? Veste, najlepša stvar nevihte možganje, da vse, kar povemo, je prav in zato smo lahko seveda zelo sproščeni, ni pravih in nepravih odgovorov. Kaj vam pride na misel pri besedi zrcalni nevroni? Karkoli. Asociacije? Odbijanje, odboj, ogledalo, reakcija, ponovitev, feedback je rekla Natalija, stik, še. Veliko več vas je v tej sobi. Kaj še? Preslikanje. Preslikava. Okay. Kaj še? Učenje, posnemanje. Ena vijukca preveč, ampak mi boste odpustili, zato ker majčkeno z zamikom piše. Opazovanje. Odlično. Še? Zaznavanje. Ustvarjalnost. Vi imate same take pametne, nič, bom rekla. Buba. Kako? Buba. Takoj, ko komentiram, dobim pravi odziv. Saj to želim, to je to. Še kaj? Interakcija. Mreža. A ni ta tabla neki finga? Komunikacija. Kako? Komunikacija. Prevodnost, slikanje. Res je. Ok, super, zdaj ste začeli kar deževati, odlično. Zdaj pa, povejte mi prosim, katere besede, tako malo poglejte, zdaj jih imamo vsi projicirano, a bi lahko kakšne besede združili v kakšno skupno kategorijo? Je kaj takega, kar sodi po logiki skupaj? Buba gre za vse. Buba gre za vse. Buba gre z mrežo. Buba mreža. Še kaj? Je kaj? Malo poglejte, kar v miru. Komunikacija, mreža, interakcijo imamo kje? Tule, ja. Pa feedback. Reakcija. Ok. Pa dajmo zeleno skrat. Ogledalo. Ogledalo pa. Ne. Ogledalo. Ja. Ok.
Posnemanje, opazovanje. Še skupaj z ogledalom ali drugo barvo? Učenje s posnemanjem. Tako. Ne? No, kar povejte. Mam jaz, lejte. Samo sva mi dva. Samo nismo našli manjše, torej ja, se da. Preslikava, ogledalo, opazovanje. Učenje gre za zaznamovanje. Pa bomo pa tole takole, no, da se bo zdaj malo zaznavanje, misliš? Ja? Ponovitev, bravo. Bravo, tudi. Ja? Slikanje, ista barva, a ne? Ja? Mogoče imamo ravno prevodnost pa stik. Ja, res je, tudi. In? Opazovanje, ja. Okay. Dobro, en poskus. Kako bi mogoče upali rdeče podčrtano, zeleno podčrtano, modro podčrtano oziroma obkroženo poimenovati s ključno besedo ali besedno zvezo? Andragoški kolokvij. Vsaka posebej, rdeča posebej. Ja. Kako? A imamo, kaj bi rekli, kaj mislite? Ko učitelj začne spraševati po razkrivanju zamisli, je spet vse odprto. Spet ni pravih oziroma napačnih samo. Komunikacija, vse torej rdeča komunikacija. Se vsi strinjate? Ok. Dobar, evo. Modra učenje. Ogledalo sem prehiter, si bom zapomnila. Se strinjate, da je modra učenje? V redu. Zelena. Podoba. Samopodoba. Dobro. Bomo takole naredili, če se ne znamo čisto odločiti. Ja, tudi refleksija, evo. Zdaj imamo pa 3 ključne besede, ki bi zdaj, če bi imeli veliko časa in 2 pedagoški uri, a ne? Seveda iskali še druge podpomenke, ki niso bile samo tu, ne? Kaj vse vemo o učenju, o podobi ali samopodobi ali komunikaciji. Vse to ste nanizali ob pojmu zrcalni nevroni. Zdaj bomo pa, evo papirnato gradivo. Zdaj boste pa dobili besedila, prosim, če upoštevate tudi navodila, in v teh besedilih bomo iskali, ali je kaj o vsebini, ali se odgovarja na vprašanje na temo učenja, samopodobe oziroma podobe in komunikacije v povezavi z zrcalnimi nevroni. Ko dobite besedilo, malce počakajte, prosim, in bomo lepo po korakih šli skozi eno vodeno bralno metodo. Je prav? A lahko kar tako, saj, ne, najboljše. To bomo pa kar pustili. Mislim, da bi moralo biti dovolj 40 kopije, mislim, da če ne bomo pa hitro. Natalija Golfaš. Ja, zdaj seveda bi, ne čudi. Tako, bo zabeleženo, da sem pripovedala. V redu. Zdaj vas najprej vljudno vabim še tamle, a je dovolj? Besedil še nekje je? Je, Francijo ima, se jo pripne v chat, tako da lahko jo tudi projiciram. Ali pa če jo projiciramo, evo jo nisva dala dol v Wordu. To, kar je v Wordu.
A imate zdaj vsi besedila? V redu, sem se ker mi je bilo res čudno, da bi jih zmanjkalo. Za tiste, ki so preko, sem pa zato prinesla na ključku, da jih mogoče, Franci, če te smem prositi, da jim v chatu samo naložiš in bodo lahko gledali. A ne? Prosim, če najprej za začetek samo preletite fotografije in naslove in podnaslove. Naslove, podnaslove in fotografijo. Še ne berete. Smo? Dobro, temo smo določili, zdaj bi bilo smešno spraševati, o čem mislite, da bo govorilo besedilo. Ampak zdaj pa vsebino, kakšno vsebino pričakujete glede na to, kar ste preleteli? Podnaslove. Kaj pričakujete, da bo notri? Kaj nas motivira? Motivira, bom malce krajšala. Šport. Navijanje. Zakaj se vedeš, tako kot se vedeš? Razlogi za vedenje. Zdaj, da ne bomo predolgi. Tole bi seveda z učečimi se delali lahko v nedogled, ker kasneje, ko pridemo do prosojnic, če se kje dela malce škode ali pa krivica do neumetnostnih besedil, je ta, da mislimo, da za neumetnostne besedila ljudi ni treba motivirati. Raven tako morate imeti pričakovanja, zato da boste brali bolj z razumevanjem, bolj pozorno. Torej, še kaj verjetno bi zdaj lahko napisali, vsi bi prišli do besede. Zdaj pa prosim, najprej preberite samo prvi del do tiste točke 1. Preberite prvo poved najprej, tako, prvo poved. Ste? Ja? Prva poved pravi kaj? Ja. O opicah. Kakšna vprašanja se vam zdaj porajajo? A bo znanstvena? Ja? A bo o raziskavi? Kaj še? Bo revolucija. Ja? A je evolucija, tako? Uporabno za ljudi. Ja? Intuitivno vedenje. Super ideje. Dobro. Pojdite zdaj prebrati, pa pogledajte, kaj pravi ta prvi del do prve točke. Smo? Se je kakšno vaše pričakovanje, se je na kakšno vprašanje odgovorilo ali je bilo povsem nekaj drugega, kar ste pričakovali? Ja? Kaj menite, zakaj znanstvena revija tega ni hotela objaviti? Se jim ni zdelo pomembno. Kaj pa mislite, na podlagi česa se pa odločajo takole v taki reviji? Kaj je pomembno, kaj ni? Strah pred raziskavo, mogoče, ker so bile opice. Jasmina, si želela? Mogoče ni bila dovolj utemeljena, ali pa dovolj resna. Da gre za neskladje med pričakovanjem in tistim, kar veš, ker to pravzaprav vedenje zarezalo nekaj, kar smo mi premislili. Tako, ja, pač. Oni so utemeljili, da ne gre za spoznanje, ki bi imelo širši znanstveni pomen.
Tako, zato je zanimivo vprašanje, kako se recimo urednik odloči, evo, glavna urednica Mladinske knjige, dober dan, pozdravljena, kako se urednik odloči, krasno, Alenka, zdaj si prišla kot nebeška mana, kaj se objavi, namreč govorimo o zrcalnih nevronih in tule piše, da se recenzent znanstvene revije Nature pač za objavo tega poročila o odkritju zrcalnih nevronov so zavrnili. Na podlagi česa se torej odloča? Tudi urednik verjetno nima nekih. Ja, tako. Sej nisi še vprašana, boš pozneje. Ni še za oceno. Okej. Zdaj, pa tudi vsi ste se nasmihali, ne? Torej tudi neumetnostna besedila so lahko po eni strani zabavna, zato ker izvemo nekaj novega. Zdaj bomo šli, kot vidite, na točko 1, zrcalni nevroni pri ljudeh. Kaj pričakujemo? Napovejte, kaj bo pisalo zdaj o ljudeh. Kaj je vaše mišljenje? Kaj mislite? O čem? Da jih imamo tudi mi. Kaj še? Kako? Da so bolj izraziti. Vpliv med seboj. Še kaj? Kje pričakujete, da bodo bolj izraziti? Takrat, ker so bili stresno blizu. Kaj še napovedujete, da bo verjetno? Še kaj? Ugotovitve enake kot pri opicah. Dajmo preveriti do druge točke. Se je kaj potrdilo ali se je kaj ovrglo? Potrdilo. Je notri kaj, česar niste predvidevali? No in zdaj eno vprašanje za razmislek. Seveda, mi imamo eno težavo, kaj bomo potem pri razumevanju malo bolj natančno pogledali, ampak da običajno, če se tisti, ki z učečimi se dela z besedili, ne pripravi prej, tako da bi sam temeljito prebral in razumel besedilo, potem seveda začne postavljati vprašanja, ki so sicer tudi v računalniških programih, to pomeni vprašanja prve ravni, kjer greš nazaj in samo prebereš, preveriš podatek v besedilu, kar bi se recimo glasilo, kaj so začeli izvajati znanstveniki poleg poskusov na opicah. To so tipična vprašanja, ki jih v vsakem učnem procesu zaznate, če človek ni pripravljen. Torej, prvi vzgib je vprašati točno tisto, torej to je strategija ponavljanja, to je navadno informativno razumevanje, kjer ni treba o ničemer sklepati, se o ničemer prepraševati, ampak samo ponoviš dobesedno podatek iz besedila, ne? Kar je pri branju še lažje kot pri poslušanju, ker pri poslušanju seveda besedilo steče mimo in si moral zapomniti, si moral biti bolj pozoren, medtem ko tukaj greš pač 3-krat pogledati nazaj in ni vrag, da ne najdeš tega odgovora. Kar seveda ne pomeni, da za učeče se, ki imajo težave z branjem, razumevanjem, to ni popolnoma primerna strategija. Jaz vas bom pa zdaj nekaj vprašala, ne? Ker znate in tekoče brati in ste tule sami pametni ljudje. Jaz sem tudi si morala premisliti. Torej, o teh stvarih mora človek premisliti, ne more kar iz neba potegniti vprašanja. Ali zadnji odstavek pojasni fenomen tega, da se nam začnejo cediti sline, ko nam opisujejo, kako kisla je limona, kako potegne usta skupaj. Ali pojasni? Povejte, utemeljite, s katerim delom je to pojasneno? Tako. Kot če bi se dogodek zgodil. Zdaj, polje, še skozi drsnice bo treba iti. Vidim, da bi kar do konca radi prišli. Vas pozovem samo toliko, seveda, da vas ne pustim na cedilu, na tak način, takole po delih, napovedi, prevpraševanj, da vi postavljate vprašanje, da tisti, ki vodi, postavlja vprašanja, ki spodbujajo
sklepanje, torej višje miselne procese, to je to. In torej, to je pač besedilo izbrano za vas, sicer so pa učbeniška besedila, če so pravi učbeniki, lahko tako dragoceno orodje, če seveda nimajo na vsakem mestu povzetka, boldirano, podčrtano, ker seveda naredijo vse delo na mesto nas. Ne? Vas seveda prosim, pa še eno vprašanje bom imela samo za konec, da preberete do konca besedilo, zdaj bi bilo luštno tole, ne, se iti čisto do konca šolske ure in verjemite mi, vsak učeči se odrasli, seveda odvisno od njegovih zmožnosti tudi izberemo primerno dolžino ali pa damo besedilo za poslušati, če tisti, ki je vključen v izobraževalni proces, ne bere dobro oziroma zatikajoče. Ne? Ampak tako se ga da premamiti. In da ima seveda ob sebi besedilo, no da vas ne motam. Ste? A smem vprašati, ali avtor Saša Dolenjski, tudi učbeniška besedila na to temo prirejajo, v njih najdete v mnogih učbenikih in je strokovnjak za to področje, izraža dejstva ali izraža svoje mnenje? Kako to veste? Navaja, tako je, ja. Če bi bil članek znanstven, bi morali biti seveda citiranje toliko bolj resno, podkrepljeno drugače, ampak gre pravzaprav za poljudno znanstveno besedilo in je tako. Še eno vprašanje, potem pa res zaključimo, tako da vidim zdaj pa kot celoto, a ste kje našli en del, če se zdaj spomnite, ki vas malo spominja na Pavlove pse? Ja? Ja? Je? Ko sliši zvok, ne? Ko opica sliši zvok, ponovi, skratka vidite, da so te stvari zelo, zelo povezane. Jaz sem se kar... Na zdravje. Zdaj bomo pa tem stvarim dali ime na hitro, ne? Ker je zdaj, koliko na hitro se bo dalo. Ne bom zdaj teorije o tem, ampak delali smo zdaj pravzaprav z enim poljudno znanstvenim besedilom, in ta razdelitev samo toliko ilustracijo, da seveda oba žanra, obe vrsti besedil in obe vrsti branja, to se pravi literarno-estetsko branje in pragmatično branje, mora biti enakovredno zastopano v izobraževalnem procesu. Ne? Kadar seveda želimo, če imamo takšen program in če želimo v resnici pridobiti in razvijati bralno pismenost. Zaradi tega, ker se razlikujeta, ne samo po namenu, ne samo po tem, da imamo drugačno stvarnost pred očmi, ko beremo poljudno znanstveno oziroma pragmatično besedilo ali pa ko beremo umetniško besedilo. Jezik je tudi drugačen, funkcijske zvrsti so drugačne v posameznih besedilih in se učimo pravzaprav teh razlik med seboj. Ampak res ne bi tule želela razlagati preveč na dolgo in široko. Glavno je, da vemo, da literarno-estetsko branje je za doživljanje literarnega besedila in glavni namen je potem ta dialog z literarnim besedilom. In zato je seveda način, kako ga vpeljujemo, kako vodimo pogovor, popolnoma drugačen kot pri pragmatičnem branju, pri neumetnostnih besedilih. In ta so seveda namenjena temu, kar govorim, kar želim danes sporočiti za vključevanje branja v učni proces. O 3 glavnih stvareh, pa če samo to povem do konca, bo popolnoma dovolj, ne, se veste, drsnic je vedno preveč. Ampak kdo je učinkovit bralec, pravzaprav tak, ki se potem tudi sposoben učiti, ne, iz
iz prebranega. Namreč za neumetnostna besedila je značilno, da jih običajno beremo zato, da pridobimo informacije, da si jih zapomnimo in da jih znamo kdaj drugič tudi uporabiti. Ne? Torej, prva stvar je tekoče branje. Zdaj imamo težavo, ker vsi ne berejo tekoče, pa ne samo migranti, ne? Ampak nasploh imamo kar nekaj ranljivih skupin, ki seveda tega še ne zmorejo. Ne? In prej je dr. Ana Vogrinčič-Čepič lepo povedala, da je take bralce včasih težko pridobiti, zato moramo mi spremeniti metode. Ne moramo pričakovati, da bodo potem pri 40, 50 ali, ki je rekla prej, v domu za ostarele, pri 80 se naučili tekoče brati, če se do takrat niso, ampak se bodisi uporabimo recimo publikacije z lahkim branjem, to verjetno poznate, ne? Ali pa seveda posneta besedila, slušna besedila, ali seveda to, kar je še lepše, če imamo čas z učečim se, da jim glasno beremo in da jim lahko večkrat pa beremo, sploh tiste dele, ki so nerazumljivi. Torej, ampak dejstvo pa je, ne? To je pa čisto teoretsko in dognano na vseh mogočih raziskavah, dokler ne beremo tekoče, ne moremo poglobljeno razumeti. Pika. In zato je tako pomembno to zgodnje obdobje, ne? In prvo vzgojno-izobraževalno obdobje in seveda prej priprava v vrtcu, da bi čim bolj prišli do tega cilja in da bi se čim bolj prilagodili individualnim značilnostim posameznika, zaradi tega, ker vsak v enem drugem obdobju je pripravljen na branje in ima neke druge potrebe. Bomo še kasneje. Druga stvar, da razumem prebrano. To zdaj ni samo da zaznam neke površinske informacije, verjetno ste že vsi prebrali, da manj poglobljeno razumemo na digitalnem nosilcu, kot če beremo torej, tiskano gradivo. Ne? Ampak zna biti zaradi plastičnosti možganov in kakšnih novih strategij, da se bo tudi to spremenilo, zaenkrat pa ostaja tako. Ne? Torej, tekoče branje je pogoj za razumevanje prebranega in dober bralec si, če si zraven sposoben še fleksibilnega branja. Kaj zdaj to pomeni? To zdaj pomeni, da jaz to besedilo, ki smo ga zdaj brali, berem precej bolj podrobno, sploh ker so me spodbudili, da pričakujem informacije, da bom zelo pozorno brala ali dobim odgovore na vprašanja. Berem torej študijsko, če grem k frizerju, berem Lady, oprostite, tam je edin prostor, kjer dobim to strokovno literaturo v branje. Kako beremo? S preletom, pa malo slikce. Ne? Skratka, seveda, zaradi tega, ker ni moj namen, da bi pravzaprav prišla domov pa obnovila, ne? Da se moram kaj zapomniti, ampak je res zgolj kratkočasenje, ne? Sploh, če imam dolgo časa to kano. In na glavo pač mora človek nekaj početi, ker me začnejo boleti oči, če berem na telefonu. In seveda lahko berem samo diagonalno, samo s preletom, in seveda še na kakšen drug način. Bistveno pa je, ne samo, da znam izbrati vrsto branja, ko dobim besedilo v roke, ampak znam izbrati tudi primerno bralno strategijo. Ja? V današnjem času pa pomeni fleksibilno branje tudi to, da se prilagajaš novim zahtevam, na katerem sem v uvodu opozorila. To se pravi, da znam krmariti tudi po multimodalnih digitalnih besedilih, kjer pa seveda pri linearnih besedilih je stvar taka, da nisi ti nič odgovoren, ne? Avtor ti je lepo nanizal od A do Ž, medtem ko pri digitalnih besedilih te lahko zaradi multimodalnih dodatkov odnese kam drugam in v bistvu na koncu je rezultat tega, katere informacije smo dobili in o čem smo se na novo naučili, bolj odvisno od naše poti, kaj smo kliknili, na kaj smo bili bolj pozorni. Skratka, tekoče berem, razumem, kar preberem in izberem ustrezno vrsto branja in ustrezno bralno strategijo. Recimo zelo neustrezna vrsta branja bi bila, če bi bili pred voznim redom na železniški postaji, pa imate ob 8 zvečer vlak, pa začnete 4:35, 5:45, skratka prelet okrog 8 ure in pogledaš. Ne bom zdaj čisto vsega, se ne bom zdaj tako predavateljsko. Samo toliko, da veste, da tisti, ki berejo slabo, toliko preobremenijo svoje možgane z dekodiranjem, s tem trudom, da zvežejo glasove v besede, ne? Ali obratno seveda, ko pišejo,
da ves svoj delovni spomin obremenijo s tem procesom, ki je hkrati vidni in slušni, ker morajo na vidni ravni procesirati, katera črka, kako je napisana, in na slušni. Ne? In seveda potem umanjka razumevanje. Ne misliti, nihče ne govori, da otrok, ki se muči, ali pa nekdo, ki slabše bere, učeči se odrasli, ki se muči, da prebere eno poved ali eno besedo, ne bo razumel besede riba. Bo, ampak poglobljenega razumevanja, kaj se je zdaj s tisto ribo zgodilo, da jo je nekdo ujel, ali da je ušla, ali da je nekomu 3 želje izpolnila. Ne? Tega pa seveda ne zmorejo več. Zato, kot sem prej rekla, prilagajamo metode in se zavedati, da seveda, če ne bereš dobro, je zelo malo verjetno, ker je to takšen napor, ne, telesni napor, da pravzaprav ne boš izbral branje za prostočasno dejavnost. Verjetno ste, ali pa se je kdo celo priključil kakšnemu tečaju hitrega branja, je bilo pred leti zelo moderno in vem, da so staršem svetovali, ko so otroke nekateri vključili, da morajo prinesti s seboj cukr. Ja, ker možgani porabijo ogromno glukoze, so največji porabnik glukoze. To pa zato, ker so se pri tem branju tako zelo, torej to je res napora. Ne? Sicer oni so bili 1 stopnjo več, ker so se učili hitrega branja, ampak vseeno. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni, da razumemo? Glejte, če vi ničesar ne bi vedeli o tematiki, v kateri ste zdaj brali, niti poznali besed in tako naprej, da bi bilo vaše besedišče omejeno, seveda bi bilo že a priori, tudi če bi tekoče brali, bi bilo vaše razumevanje oteženo. V bistvu do razumevanja pride, ko nove informacije integriramo v naš obstoječ miselni sistem že znanimi informacijami. Ne? Takrat lahko rečemo, da pride do razumevanja. Da najprej razbereš bistvene podatke in jih povežeš v celoto. To je razumevanje, ne zgolj na ravni ene besede, enega stavka, ampak celota. In to je pravzaprav zelo težko in od učečih se, ki prvič slabo berejo, pa ki nimajo dosti bralnih izkušenj, včasih pričakovati, da bojo kar naenkrat znali povzetke pisati. To je najtežje, to je zelo težko. Ti jih moraš pripeljati do tega, kako prideš do povzetka, kako iščeš ključne besede, kako skrajšaš besedilo in tako naprej. Ne? Zdaj jaz šibam, ker je veliko tega, kar bi rada povedala. Prva stvar, ki jo mora katerikoli učitelj v učnem procesu, zlasti pa z odraslimi, zlasti in posebej z odraslimi, oceniti, na kateri stopni razumevanja pa branja, če želite, je ta. Zato, da boš lahko načrtoval, kakšna besedila mu ponudiš, kako se boš z njim pogovarjal, kakšne naloge mu boš dal. Samo torej najnižje ravni, zato da bo tisto minimalno prepoznal besedilo, ali se lahko pogovarjava kaj več in sva aktivna in imava res poglobljeno razumevanje. In vas spet izovem, namerno sem naredila brez kakršnih koli znakov. Kaj mislite, da te številke predstavljajo? Jemljem opredelitev posoni pečak. Ti pečaki nas skozi spremljajo pri branju. Prej je Ema omenila Vida Pečaka, Sonja Pečak pa tudi kot res pomembna avtorica, psihologinja, raziskovalka branja, tako da se ve. Kaj so te številke, kaj mislite? Ja, nekaj, koliko razumeš, bravo, Anja. Kaj bi bilo, koliko razumeš? Katera? Prva ali druga? Ja, res je, odlično. Torej, nekako so opredelitve omejene ali pa determinirane s tem, kako natančno bereš in koliko pri tem razumeš. Prej sem verjetno pri tekočem branju vam pozabila omeniti, da tekoče branje pomeni najprej natančno, potem pa tudi s primerno izraznostjo, s primernim ritmom, ker tako razumevanje pokažeš. Če narobe vzameš, oziroma če se na napačnem mestu v povedi ustavi, že pomeni, da sploh ne veš, kaj bereš. Ne? Torej, premori so glede na pomen zelo pomembni. Hitrost, natančnost, izraznost, ritem. To je pokazatelj tekočnosti branja. Ne? In stopnja samostojnega branja pomeni, da bi zdaj enemu odraslemu učečemu se, če imate skupino, ne vem, z kakšnega, kaj bom zdaj rekla, nekdo se
pač pride izobraževati, ampak so vsi visoko izobraženi, potem seveda računamo verjetno na prvo stopnjo branja. Torej 99% natančnost in 90% vsega razumeš. In tisto, v česar ne razumeš, je običajno povezano s tem, da se uvajajo novi termini, a ne? Ker gre običajno za strokovna besedila, za neke nove besede, če že. To je recimo, ne? Lahko pa seveda vse 100%, da se razumemo. Ampak od tu naprej rečemo, da je stopnja samostojnega branja. Potem ima pa eno stopnjo, to je seveda prevedeno iz tujine, pa je mogoče malce nerodno, ampak za pedagoško prakso pa čisto posrečeno. Reče se stopnja branja, ki omogoča poučevanje. Zakaj? Bom povedala. Torej, da berejo učeči se s 95% natančnostjo in da 75% tega, kar preberejo, razumejo, in to je idealna priložnost. Ja? Da vodiš pogovor, vprašanja, naloge na tak način, da razložiš potem neznane besede, da se pogovarjate, da dobite novo besedišče, usvojite nove termine in seveda s pogovorom in z nalogami, ki so različnega zahtevnostne ravni, seveda pripelješ potem do razumevanja. In ta je taka idealna. To je to, kar si želimo. Ne? Saj ne bomo samo starih stvari otroke učili ali pa nekaj, kar že obvladajo, ampak vedno, kot Vigotski pravi, območje bližnjega razvoja, eno stopničko višje, toliko, kar zmore ob naši pomoči. In ta naša pomoč je stopnja. Zdaj, ta je sitna, ne? Zato mora učitelj dobro poznati, ker če dam nekomu, ki slabo bere, ki še jezika recimo ne razume ali kaj podobnega, eno preveč zahtevno besedilo, pridemo do frustracijske stopnje branja, pa spet zato ni treba biti prav iz ranljive skupine, tega imamo dosti in v šoli in med odraslimi, ko zagledajo predolg strnjen tekst, se ustavijo, dobijo verzijo do branja, zaradi tega, ker vejo, da itak ne bodo polovice razumeli, ne? Pa tudi, če berejo, gledajte, z 90% natančnostjo, ne? Saj eni še manj. Skratka, to je to in učitelj mora videti in prilagajati besedila, metode, o tem je govorila tudi Natalija v priročniku, kako prilagajati. Ne? In zato moraš poznati, zato se moraš s tem ukvarjati. Zdaj ne bi rada kratila časa Alenki, ne, nikakor ne, zaradi tega, ker je bolje ustaviti tam konje in ne hiteti. Bom kar tule strnila. Tako kot smo šli mi skozi, se splača razumevanje preverjati in dvigati najprej nivo pričakovanj, zato da bo prišlo do razumevanja najprej pred branjem, vmes med branjem, to, kar sem jaz z vami počela, sploh če so daljša besedila, ne, zdaj, če je en odstavek, ni treba ravno prekinjati toka in na vsa silo, ne, in seveda po branju. In tukaj pridejo res v najboljši možni meri upoštev bralne strategije, ki jih ločimo tako glede na to, kdaj jih uporabljamo, predmet, po, kako so zahtevne in mogoče kdaj drugič spet naprej. Mi smo pa delali strategije metode recipročnih vprašanj, tako da boste vedeli, po čem ste bili. Ne bom se zdaj z vami tega šla. Dala bo nekdo od mojih zlatih punc ali fantov, bo tole dal, pa si lahko berete, ne? Na splet. Eno od strategij, samo da vas majčkeno za konec še zintrigiram, pa si boste lahko prebrali, ker danes je tako moderno, študenti se želijo samo še drsnič učiti. Jaz jim jih z veseljem dan, zato pa čim manj napišem, tako da morajo pol prebrati še kaj zadaj, ker absolutno ne moreš vedeti točno čez en mesec, kaj že to bilo. En primer za torej strategije so strategije ponavljanja, elaboracijske in organizacijske. Strategije ponavljanja vsi poznate, to je tisto klasično učenje na pamet, ki se spet pri slabših bralcih izkaže za čisto dovolj uspešno, da je za en tak minimalni bralni dosežek, so pa to strategije, ki ne povezujejo znanih podatkov z novimi.
To se zelo dobro spomnite iz šole. Jaz imam vedno iste primere in tudi ne vem, zakaj me tako preganjajo, ampak cel kup, recimo, da vam povem to, ker ne vem, kam naj dam. To visi, helijev baloni v mojih možganah. Cambria, Ordovici, Silur, Devon, Karbon, Perem, Terciar, Quartar, Trias, Jura, Kreda. Eto, pojma nimam, kdaj je kaj, tako da lahko dinozaure date, kamor želite. Ni to zdaj, da se hvalim s tem, ampak pač to sem se pač naučila, da sem dobila 5. Ali maščobe so estri višjih maščobnih kislin in alkohola, glicerola. Sam ne me zmotati, ker pol ne znam do konca. Ja? Kemije ne znam več, tako da se razumem. To pa znam, ker je rekla učiteljica, če nas v polnoči zbudi, moramo znati in eto znam. Znam in je vesela. Skratka, tisto so strategije ponavljanja, ki jih včasih za kakšne kasneje kompleksnejše postopke mora biti za osnovo, da ne bi mislili, da nič na pamet ni v redu. Ampak nekaj moraš potem naprej, da povežeš. Potem so elaboracijske strategije, da povezuješ torej znano že znanim in potem imamo organizacijske strategije in tukaj samo preden se razidemo, ena demonstracija. Tole se probajte, prosim, čim prej zapomniti. Okay? Dajmo. Ok, ste? Ste? No? Nekam vam nagre tole. Nekaj vam nagre. Kaj pa če zdaj? Ha? Tole so študijski krožki. To je naš sofinancer, eden. Nanovo, ljudske, izobraževanje, ISIO, drug financer. Ali pa raje rečem prvi, pa je ta drugi. Glejte, to je smisel organizacijskih strategij. Sama strategija in načini ti pomagajo, da si podatke v glavi urediš, da lahko to zmanipuliraš v kratkoročnem spominu in jih potem s ponavljanjem, ker drugače žal nobena strategija pa ne pomaga, da brez ponavljanja se nič ne vkodira v dolgo. To vas moram pa razočarati. Ne? Torej, repeticium est mater studiorum, tu nikaj, ampak strategija sama pa zato, da se ne mučiš, ti naredi en tak sistem, ogrodje, na katerega pripenjaš. To ste pa vsi znali in takoj, ko sem vam dala ključ, ste seveda videli rešitev in to bi se pa pač naučili spet z eno mnemotehniko lahko. Skratka, hvala lepa za vašo pozornost in predajam besedo. Nataša, hvala za to navdihujoče, bi rekla, predavanje. Mislim, da je ta ura minila tako, da niti nismo vedeli, kdaj.